Studio pa zdaj lepo pozdravljam Roberta Štabo, predsednika Zavoda Varna pot, ker imate tudi sami v teh dneh polne roke dela, kaj ne da? Lep pozdrav, res je. No, pred 1. septembrom imamo občutek, gospod Štaba, da z vseh strani prihajajo pozivi, naj pazimo na cesti. Za kakšen organizacijski zalogaj gre pri vseh teh akcijah? Koliko je ljudi, na kakšen način se v teh tednih šole v Sloveniji poveže? Večkrat vidimo zgolj redarje in učiteljice v prvih vrstah. Ja, Slovenija v Evropi velja za srednje varno evropsko državo, vendar ko govorimo o otrocih, smo pa med najboljšimi v Evropi. Torej, Slovenci znamo stopiti skupaj in pri varovanju otrok na poti v šolo tradicionalno različni deležniki, tako državni kot nevladni, stopimo skupaj in veliko dobrega naredimo in to je en lep primer dobre prakse. Ocenjujete, da Slovenci se mogoče dovolj dobro zavedamo, kako pomemben je na cesti vzor, ne le kadar so z nami naši najmlajši, ampak tudi ko smo sami, naprimer pri rdeči luči, pa se nam mudi in potem prečkamo cesto. Veste, dostikrat samoumevno vzamemo, da pridemo iz točke A v B, vendar naše življenjske zgodbe izkazuje, da temu ni tako. Zato se moramo za to vsi skupaj potruditi in jaz bi res izpostavil in pohvalil številne učitelje, bom rekel občinarje, nevladne organizacije, bom rekel politike, gospodarstvenike, šolnike, vsi, ki zdaj skupaj stopimo vas medije, ker to pozornost usmerite, kajti otroci so res naše največje bogatstvo in prav je, da tako delamo. S tem se tudi dnevno soočate na terenu, ne? Slab mesec pa je zdaj v veljavi nova zakonodaja, ki je prinesla težko pričakovana zaostrovanja glede električnih skirojev, pa tudi uporabe telefona med vožnjo, ne? So se pa po vzoru Avstrije nekako znižale cene za prehitro vožnjo. Zanimivo, medtem pa so se v Avstriji ravno kar spet ponovno zvišale, ne? Poglejte, kako ocenjujete te ukrepe? No? Zelo težko čas bo pokazal. Dejstvo je, da v politiki vsaka država pelje neko svojo linijo, vendar tisto, kar je na koncu leta najbolj pomembno, je število umrlih in število poškodovanih, ter ali smo na področju vizije nič kot skupnost ali pa kot država naredili dovolj. Zelo težko je biti pameten, vendar rezultat sam bo pokazal, ali gremo k temu. Nažalost, v zadnjem obdobju ta slika malce bledi. Mogoče zdaj še v tej sliki, ne? Čeprav lani na poti v šolo ali iz nje nekako ni umrl oziroma ni vzela ta pot nobenega življenja, pa je statistika nesreč v zadnjih 5 letih letos najslabša, samo minuli teden spet 2 smrtni žrtvi. Čemu pripisujete ta negativen trend? Zagotovo stanje duha v družbi. Prepričan sem, da ta COVID in vse, kar je povezano s tem, vpliva na nas in seveda to se odraža tudi na cestah, vendar bojo študije in raziskave pokazali temu res tako. Tisto, kar je pa potrebno, je pa po vzoru drugih evropskih držav, kadar je odstotek 10 ali več odstoten porast najhujših prometnih nesreč, takrat vsi v državi stopijo skupaj in poiščejo ustrezne ukrepe. Upajmo, da bo tako tudi pri nas, gospod Štaba. Najlepša hvala za obisk, hvala za ta pojasnila. Hvala in srečno vsem.